Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na srečanju, omizju, ki ga je pripravil naš odbor za enakost, odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki je postal konec lanskega leta zelo aktiven. Do zdaj smo imeli že kar nekaj razprav, ki so po moje usmerjene v pravo smer. Recimo tako smo imeli diskusijo o zrcaljenju spolne neenakosti v jeziku, v učbenikih in pri pouku, kjer smo povabili dr. Renato Šribar. Imeli smo razpravo o zahtevnih razmerjih in strukturnih ovirah, ki jo je, torej in priložnostih v izobraževanju, ki jo je spisala dr. Milica Antič Gaber, skupaj z dr. Pavlom Zgago sta tudi to diskusijo vodila, in imeli smo tudi pogovor z magistro Natašo Briški, urednico spletne strani Metina lista, ki je pravzaprav vodila razgovor o neenakosti spolov v tradicionalnih slovenskih medijih. Danes prirejamo razpravo o vključevanju otrok, migrantov, vprašanje je, kakšen izraz uporabimo, begunskih otrok v slovenski izobraževalni sistem. Zagotovo ne gre za prebežnike. Če se spomnite Debeljakovega opozorila, da prebežniki so tisti, ki med vojno zamenjajo stran in grejo na drugo stran, tukaj ni strani, ne, ampak Novorek pa pravi, to so tisti, ki hočejo čim prej preko Slovenije prebežati drugam. Nekoliko cinizma ne bo škodilo za začetek. Torej, zakaj smo se odločili za to diskusijo? V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je včlanjenih več kot 70% vseh zaposlenih v izobraževanju v tej državi in mi se preprosto čutimo odgovorne, soodgovorne, da participiramo in prispevamo k razpravi v tej državi, ki bi bila umerjena in ki bi na nek način vodila v smer zmanjševanja predsodkov, ki so se v zadnjem času izrazito nakopičili v naši državi, po eni strani pred tistimi, ki prihajajo v našo državo, in seveda tudi, da bi opredelili težave, probleme, ki jih bomo učitelji, učiteljice imeli, ko se bodo otroci vključevali v naš izobraževalni sistem. Ne skrivam, da smo se odločili, da pospešimo te debate tudi zaradi dogodkov v Kranju, manj znanih celjskih dogodkov, ki sicer niso prišli toliko v medije, pa so se zgodili že predtem, zato da bi hkrati tudi na nek način kritično pogledali na svoj položaj. Kot veste, se je SVIZ pri kranjskih dogodkih opredelil, jasno je povedal, da je po naši presoji, da je učiteljstvo zavezano vzgoji za strpnost in medčloveški solidarnosti in to želimo v tem sindikatu tudi prakticirati. In ravno tako, da bomo aktivno nastopili proti tistim silam v tej državi, ki sistematično poglabljajo sovraštvo, napetosti in predsodke za to, da bi si pridobivali cenene, pretlehno pridobljene politične točke bom rekel, na nek način na račun tragedije ljudi, ki so se znašli tu ne po svoji volji, ampak zaradi grozljivih dogodkov, ki so jih pripeljali. Mimogrede naj povem, da sem na UNICEF-u prebral, zgolj v Siriji ta trenutek ne hodi v šolo 2,4 milijona šoloobveznih otrok samo v Siriji, brez delovnega mesta oziroma brez otrok je ostalo 54,000 učiteljev in učiteljic in že sama ta dimenzija govori o tem, kako resne so stvari. Na to razpravo smo povabili goste, s katerimi želimo v prvi uri odpreti nekatera pomembna vprašanja. Dr. Mitja
Sardoč je znanstveni sodelavec na Pedagoškem inštitutu in se ukvarja poklicno z analiziranjem enakosti in vključevanja migrantskih otrok v izobraževanje. Sicer je doktorsko tezo zagovarjal na Inštitutu za izobraževanje v Londonu, na Londonski univerzi. Z nami je dr. Andreja Brle Lakota, državna sekretarka, dr. Stanka Lunder-Verlič, ki se tudi na ministrstvu ukvarja s tem, in pa z nami je tudi Jelka Kunsterle, pomočnica ravnateljice Jeseniške šole, ravnatelja, se upravičujem, mislim, da se šola imenuje Prežihov Voranc. Kot veste, je to ena od šol, ki ima največje število otrok migrantov oziroma begunskih ali kakršnikoli drugi, in pa seveda z veseljem v naši sredi pozdravljam magistro Zalo Bojovič. Kolegica Zala Bojovič je profesorica nemščine na osnovni šoli Movense Grundschule v Berlinu. Srečal sem jo, ko sem si šel ogledat pouk otrok, ki ne znajo nič nemško in se vključujejo v izobraževalni sistem. Kolegica Zala Bojovič uči na šoli, kjer je preko polovice vseh otrok migrantov od 450 in nam bo znala seveda zanimivo predstaviti tudi tisto, kar ona počne. Najprej bi dal besedo dr. Sardoču, da nas mogoče vpelje v nek širši pogled na dilemo, ki je pred nami, ko vključujemo otroke migrantov, beguncev in druge v naš izobraževalni sistem. Dr. Sardoč, izvolite. Najlepša hvala. Bi se ob tej priliki zahvalil Sindikatu vzgoje in izobraževanja za to povabilo in njegovemu odboru za enakost, v okviru katerega je ta posvet organiziran. Jaz bom govoril o protipolu enakosti in sicer o različnosti. To se pravi, moja uvodna predstavitev bo usmerjena v to problematiko, v okviru katere pravzaprav cela razprava multikulturalizma poteka. In sicer zagotavljanje enakosti na eni strani ter sprejemanje in spoštovanje različnosti na drugi. Če pogledamo medije, bom rekel, tako tisti, ki to problematiko spremljajo z vso potrebno senzibilnostjo, kot tisti, ki to zadevo na nek način prehitro odpravijo in prispevajo k temu krepitvi, tako bom rekel, nestrpnosti, poglabljanju sovraštva in tako naprej, je različnost eden od osnovnih pojmov, s katerim se srečamo. Na eni strani imamo slogan različnost nas bogati, na drugi strani imamo, je različnost kriva pravzaprav za vse probleme, ki jih imamo ali ki naj bi jih imeli v družbi. Tako da ravno zaradi tega sem pol izkoristil to priložnost in povabilo, da nekaj povem o problematiki različnosti. Jaz bi skušal pravzaprav odgovoriti na nekaj zelo preprostih vprašanj, ki so povezana z to problematiko. Ravno zaradi tega, da se potem tako na ravni teorije, predvsem pa na ravni pedagoške prakse, ko se soočamo z vključevanjem otrok priseljencev v pedagoško prakso na nek način, da lahko znamo to stvar ustrezno misliti in tudi razumeti. In ta vprašanja so sicer naslednja. To se pravi, katere so osnovne razsežnosti različnosti? Če rečemo različnost nas bogati, kaj s tem želimo sporočiti oziroma na kakšen način nas ta zadeva bogati? Da bi lahko na to vprašanje odgovorili, je treba zadevo dodatno zaplesti, zato da bomo zadevo lahko potem bolje razumeli. In sicer, katere so temeljne razsežnosti različnosti? Če rečemo različnost v razredu, različnost na šoli, govora je bilo recimo o tem, da imamo šole, kjer je veliko priseljencev ali pa ostalih skupin otrok, ki tako ali drugače niso del nekega mainstreama. Tako da to se pravi, katere so temeljne različnosti, dimenzije različnosti. Potem, kakšen je pomen vključevanja različnosti v proces vzgoje in izobraževanja? Ta zadeva je še kako pomembna ravno zaradi tega, ker mislim, da je pri vključevanju otrok priseljencev potrebno preseči deficitarni model. To se pravi to, da gre za nek manko, ki ga bomo mi seveda sedaj dobronamerno zapolnili s tem. Tako da tukaj mislim, da je ta zadeva pomembna. In pa kako potem to vključevanje različnosti
izpeljati v praksi. Če pogledamo medije, vidimo, da je slika, ki se pojavi, pravzaprav imamo dva pola. In sicer na nek način tisti, ki zagovarjajo in ki pravijo, da ima različnost cel kup pozitivnih učinkov, zaradi katerih je to potrebno, vključevati je kontaktna hipoteza. In po tej hipotezi je vključevanje različnosti pomembno in opravlja celo vrsto funkcij, ki so za proces vzgoje in izobraževanja pomembni. Na drugi strani so pa tisti, ki pravzaprav pravijo, da katerih kritika vključevanja različnosti temelji na konfliktni hipotezi. To se pravi, da je različnost kriva za fragmentacijo, za to, da nimamo več nekih vrednot, usmeritev in tako naprej. Tako da tukaj je osnovno izhodišče tega. To se pravi, sta ti dve hipotezi. Jaz bi se osredotočil na kontaktno hipotezo, zato ker menim, da je tista na nek način, ki nam omogoči, da problematiko različnosti ustrezno mislimo in hkrati tudi razumemo. Tako da, ravno na podlagi tega imamo potem v procesu vzgoje in izobraževanja 6 različnih funkcij, ki jih vključevanje različnosti na nek način izpolnjuje. Eno je socialno-integracijska funkcija. To se pravi, da razvijamo nek občutek enakosti med tistimi, ki so vključeni. Nedvomno gre za nekaj popolnoma drugačnega, če so tisti, ki na nek način, ki imajo pač neko drugačno izkušnjo, ki prihajajo z nekega drugega okolja in se v našo sredino potem vključijo, da imamo na nek način, da zagotavljamo nek občutek enakosti. Drugo je zagotavljanje pravičnosti. To se pravi, da skušamo na nek način temu nameniti pozornost. Tretja je pragmatična funkcija. To se pravi, da gre za čisto, imamo neko različnost v družbi, ali pa v šolskem okolju, ali pa v razredu, dajmo na nek način nekaj več o tem izvedeti. To bi bila taka čisto nek osnovni skupni imenovalec. Naslednja je krepitev vrlin. To se pravi, da bomo lahko razvijali solidarnost, spoštovanje, zaupanje. Je različnost tisti mehanizem, s katerim bomo lahko to zadevo o tem nekaj več izvedeli in hkrati tudi potem tudi razvijali pri učencih vse te državljanske vrline. In zadnja je na nek način klasično liberalna, je epistemološka funkcija. To se pravi, da znamo, da te dodatne ali pa te informacije, ki skozi spoznavanje različnosti pridobimo na nek način, da je znanje, da si na nek način okrepimo znanje. Tako da tukaj vidimo, da vsakič znova in mislim, da je bilo v zadnjem času v medijih veliko pozitivnih zgodb in primerov dobrih praks iz slovenskih šol, kjer se je različnost na nek način pokazala, da je tisto, kar je za določena okolja na nek način neke prednosti, ki jih imamo. In tukaj mislim, da je ravno zaradi tega ta zadeva še kako pomembna. Tako da tukaj mislim, da bi bilo treba ločiti in na nek način bi počasi tudi s tem za izhodišče tudi zaključil, to se pravi neko družbeno razsežnost in individualno razsežnost. Če govorimo o socialno-integracijski vlogi, o zagotavljanju pravičnosti in tako naprej, govorimo o tem družbenem vidiku, skratka, krepitev solidarnosti in tako naprej. Na drugi strani pa je treba izpostaviti dve ciljni skupini, ki se vsakič pri vključevanju ali pa pri spoznavanju različnosti, ki sta. In to je tisti, ki se soočajo ali pa spoznavajo različnosti in tisti, ki so na nek način različni. To se pravi, da na nek način, da pride do nekega opolnomočenja in hkrati tudi do nekega razvijanja samospoštovanja tistih, ki imajo to izkušnjo različnosti. Tako da tukaj vsakič znova, ko govorimo o tej problematiki, je potrebno vse to na nek način vzeti v zakup in potem o teh stvareh tudi potem, tako kot sem rekel, ustrezno misliti. Še ena zadeva, ki bi jo pravzaprav tudi za zaključek
Izpostavil je raziskavo, ki smo jo delali na Pedagoškem inštitutu leta 2009, in sicer mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja. Verjetno je tisti, ki prihajate iz osnovnih šol, morda ste bili kateri od vas vključeni v to raziskavo. To se pravi, kjer se je poleg državljanske vednosti, kompetenc, državljanskih vrlin in tako naprej, merilo tudi oziroma skušalo ugotoviti, kakšen je odnos slovenskih učencev do priseljencev. Trend, ki ga je ta raziskava pokazala, je pozitiven. In sicer, da je odnos slovenskih, to se pravi, če smo bolj natančni, slovenskih osnovnošolcev do priseljencev pozitiven. Tako do uporabe lastnega jezika, tako do ohranjanja svoje kulture, tako ne nazadnje tudi do zagotavljanja enakih možnosti. Tako da tukaj, ko se govori o tej problematiki, je pravzaprav treba misliti v vsej svoji kompleksnosti. Tako da toliko za enkrat. Hvala lepa, dr. Sadovč, jaz upam, da drži še ta analiza in da se ta trend poglablja in krepi. Dr. Andreja Berle Lakota, predpostavljam, da nas bo razsvetlila oziroma nas seznanila s tistimi konkretnimi ukrepi, ki jih je država v teh zaostrenih mesecih številnih demonstracij, konfliktov in neprijetnih situacij v slovenskem izobraževalnem sistemu pripravila. Jaz jo bom prosil, da odgovori tudi na dva ponavljajoča se očitka, ki sta naslovljena na Ministrstvo za šolstvo. Prvi je, da tisti udeleženci, torej učitelji, starši, v katerih šole se vključujejo otroci, ki prihajajo drugje ali brez staršev ali kako drugače, da niso bili ustrezno informirani in pripravljeni. To je eden od očitkov, ki se zelo površinsko vrti v javnosti. In drugi, torej je pa očitek, ki gre v drugo smer, zakaj je država popustila pred, bom rekel, zahtevami, ki so v nasprotju z zakoni, to se pravi, da imajo otroci, migrantski otrok, pravico se vključiti v naš izobraževalni sistem. Tukaj so zadaj konvencije in pa tudi naša zakonodaja, in kako je možno to vprašanje razrešiti, če bojo vsako okolje ali pa če bo to postal na nek način pogostost, da bo dovolj prirediti neko demonstracijo in bo to argument, da se država bo popustila pri svoji zahtevi. In še nekaj, morda komentirati odločitev občinskega sveta v Logatcu, kjer so sprejeli sklep, da se otroci v vrtec ne morejo vključiti, dokler ne znajo slovensko. Dovolj slovensko. Lepo pozdravljeni. Res je, ne bom se izogibala odgovorom na zastavljena vprašanja, ampak po svoji stroki sem sociolog, pa bi vendarle dovolite, da nekaj rečem o širših okoliščinah te zgodbe. Ne samo te zgodbe, migrantske zgodbe, ampak vloge šole v družbi. Najprej, ne vem, samo upravičujem, bom poskusila. No, se ne pustim kar tako, se veste, ko privane pozebe in tako. Skratka, tisto, kar bi rada danes naglasila še enkrat je, da je šola vedno umeščena v prostor in čas. Torej, šola ni nekaj, kar bi bilo lahko izločeno ali pa drugačno od širših družbenih dogajanj. Tudi ni za pričakovati, da se v šoli dogajajo popolnoma druge stvari, kot sicer v prostoru in času. Čeprav se nam včasih zdi šola kot naravna tvorba. To zato, ker smo pač vajeni nekega principa, organizacijskega principa, ki je splošen in je skoraj da svetoven. Čas, v katerem živimo, narekuje šolam kar nekaj sprememb, vsaj zaradi treh stvari. Vse so povezane z migracijami in to bi rada naglasila, ker ti procesi se bodo nenehoma ponavljali in z njimi bomo soočeni. Eno so seveda demografske spremembe, kamor sodijo tudi migracije, drugo je problem zaposljivosti. Na videz se vam morda zdi, da govorim o nečem nepovezanem, pa vendarle je to vprašanje, ki je v temelju povezan tudi z vprašanjem prastrahu in tako dalje. In tretja zgodba so klimatske spremembe in zadeve povezane z energenti.
Vsi ti trije dejavniki bodo ključno vplivali tudi na oblikovanje šole, vplivali bodo na to, kako bomo vzgojno-izobraževalne procese zares videli. Naj rečem še to, ko govorimo o sodobni družbi, jo večkrat označujemo z različnimi izrazi, med drugim družba znanja in tako naprej. In vsi vemo, da govorimo o družbi znanja danes zato, ker je pač znanje pozicijska dobrina in te ključno določa tvoj družben položaj. Ampak meni je ljuba tudi teza, o kateri govori pa avtor Furedi, ki pravi družba gotovosti. Problematizira namreč vprašanje, ali ni sodobna družba z vsem, kar počnemo, dajala ljudem lažno upanje, da je mogoče natančno načrtovati njihovo prihodnost, otroke, kakršni bi morali biti v šoli in tako dalje. In da zato govorimo o vsej različnosti. V resnici smo bili pa vedno različni, pa tega vprašanja niti nismo postavljali. In Furedi recimo pravi, ravno zaradi tega, ker ljudem ne dajemo jasnega sporočila, da ne moreš nenehno, da ne moreš zelo trdno načrtovati vsega, kar se ti bo v življenju dogajalo, pa si lahko še tako kognitivno in ne vem kako usposobljen, ravno zato ljudje počutijo to negotovost, občutijo toliko večjo. In recimo navaja primere pa prav, policaji bi bili najrajši vzgojitelji, vzgojitelji pa silijo naj postanejo policaji. Vojaki najrajši ne bi več branili domovine, ker se jim pač zdi, da je to pretvegan posel, pa bi najrajši koga drugega poslali. Skratka, ne govorim zdaj to, da bi mislila, da se to v resnici v naši družbi dogaja, govorim samo, da so ta opozorila, ki jih navaja pač avtor, ki dela v Veliki Britaniji, zanimiva in jih je treba imeti v mislih. Šola kot taka je soočena z organizacijskimi principi, ki so se uveljavili v 18. in 19. stoletju in so značilni za dobo industrializacije. Deluje na skupino, na razred in tako dalje. In tam je težko potem vse zahteve sodobne družbe, vendarle, pogosto protislovne, vendarle uveljaviti. Zato je moja teza tale, o tem želim govoriti. Učiteljev ni mogoče neprestano jim razlagati in obsojati in ne vem, kaj z njimi početi, kaj vse bi morali in tako. Treba jih je videti v poziciji, v kateri so in jim zagotoviti čim več pogojev, ki jih lahko, zato da uresničuje svoje poslanstvo, ki je pa jasno. Formalno napisano v drugem členu zakona. Tudi od šole ni mogoče pričakovati, da zato, ker je bilo nekomu nekaj povedano, bo pa spremenil svoje vedenje. Se pravi, ni mogoče pričakovati, včasih rečejo, a se v šoli tega niste učili. Tudi če so se učili o strpnosti in tako naprej, to še seveda ne pomeni noben garant. Se pravi, ta razsvetljenska, ko ne rečem, ta razsvetljenska pozicija, da ko nekomu nekaj poveš in bo potem ravnal drugače, je treba pri šoli zelo jasno povedati, da šola seveda lahko in mora opravljati svojo funkcijo, kar pa ne pomeni garanta za spremembe v posamezniku. Recimo, ko sem prej govorila o protislovju, ne še to omenim, recimo protislovne zahteve do učiteljev, po eni strani imamo skupino, po drugi strani hočemo popolno individualizacijo. Zato so učitelji večkrat postavljeni v stisko. No in zdaj, kje pa je vloga ministrstva? Zato, da ne bom se izognila tem vprašanjem. Vloga ministrstva sem že rekla. Tisto, kar lahko naredimo je, da seveda skušamo ustvariti čim več pogojev, ki bi učitelje opolnomočili, da svojo profesionalno vlogo odigrajo tako, kot se pričakuje in tako, k čemur so zavezani. In zdaj, če me sprašujete, kako je bilo v situacijah v Kranju, omenjen je bil Logatec, tudi Celje. Jaz sem sama sodelovala v Celju in Kranju. Moram reči, da ne glede na to, da je pozicija moja, če me sprašujete, povsem jasna. Pozicija je, da je naše poslanstvo je prenos znanja, vzgoja in izobraževanje otrok oziroma mladostnikov. Torej, nič ne razlikujem, pa ta, pa on, pa četrt, pa za katerega sem usposobljena, pa nisem usposobljena in tako dalje. Ampak ne glede na to,
se mi je pa zdelo vredno poslušati učitelje, kaj jih skrbi, kaj je tisto, zaradi česar mislijo, da svoje vloge ne bodo mogli opraviti. To so bili diskusije. In res je, ne zanikam tega, da morda te diskusije nismo opravili pravočasno, pa bom povedala, zakaj ne. Zaradi tega, ker prvič je vključevanje teh otrok teklo mimo ministrstva kar nekaj časa, niso prvi, ki so vključeni v naš sistem, ker je Ministrstvo za notranje zadeve imelo eno redno proceduro in ni bil doslej nikakršnega problema, da je te otroke vključevali. Res pa je, da jih je vključevali posamično. Ni bilo nikoli skupine. Druga zgodba, ki se je pa potem zgodila letos, je pa pač ta, da je šlo za skupino in nihče ni mogel točno predvideti, kaj se bo zgodilo, ravno zato, ker Ministrstvo za notranje zadeve niti ni bilo pripravljeno, da je vendarle treba okolje usposobiti, ker do zdaj nobenih težav v tem smislu vključevanja ni bilo. Res pa je, da so vključevali individualno. Da niso potekali vendarle pripravljalna dela, če po gradbeniško rečem, na tem področju najbrž ni res, ker bo dr. Stanka Lunder Verlič povedala točno, kateri ukrepi in načini in vse tisto, kar je bilo premišljeno na ministrstvu, bomo zagotovili. Se pravi, tisto, kar bi rada še enkrat poudarila je, naš stališče ministrstva je tukaj nedvoumno jasno, popolnoma nedvoumno jasno, ampak hkrati se pa zavedamo, da je treba vendarle zagotoviti pogoje, kjer bomo vsi opolnomočeni, da bodo ti otroci varno vključeni v okolje in da se jo dobro počutili, tako kot seveda otroci, tisti otroci, kamor bodo ti prihajali. In zdaj naj rečem samo še nekaj. Ministrstvo je na to problematiko že v pretekli finančni perspektivi imelo 2 projekta, ali 3, se že ne vem, bo Stanka povedala, a 3, no, kakorkoli, mogoče 3 projekte, kjer smo naslavljali problematiko učenja slovenskega jezika in imamo za to, bo Stanka kasneje povedala, pripravljene učne načrte in vse. Potem razvit je bil model, ki so ga razvile osnovne šole, o katerem bo Stanka kasneje tudi nekaj rekla, v ta tretjem pa že ne vem kaj, ampak bo Stanka to tudi seveda jasno vse povedala. Skratka, tisto, kar bi rada zaključila je, da ministrstvo ni čakalo, da se bo nekaj zgodilo, smo stvari pripravljali, morda ne toliko intenzivno, pa razmer mogoče nismo dobro ocenili, to je mogoče, ampak kdo pa jih je lahko v teh časih. In moje naslednje opozorilo velja, da ne gre se zgražati nad stvarmi, gre preprosto trdno stati za jasnimi vrednotami in ustvarjati okolje, ki bodo omogočali uresničevanje teh vrednot. To je to. Hvala lepa, dr. Barletovi. Kasneje bomo slišali seveda tisto, kar je najbolj pomembno, to so primeri dobre prakse, na katerih bomo poskušali seveda, ki jih bomo poskušali širiti. Jaz bi tudi dodal, da je eno od vprašanj, ki je seveda pomembno, je, kako bomo usposobili učitelje in učiteljice, da bomo obvladovali to situacijo in seveda tu se države, ki so pod velikim pritiskom, recimo Nemčija in to, se širi diskusijo seveda tudi na vprašanje financiranja. Namreč moramo opozoriti, da brez dodatnih sredstev, ki bodo vložena v to, da bodo otroci lahko ustrezno vključeni v šole, preprosto ne bo šlo. Ne bo šlo z sedanjimi omejenimi sredstvi, ki so vsako leto nižje, da ne govorim, da ne bom zdaj povedal, kako padajo sredstva za izobraževanje v Sloveniji, eno najbolj intenzivnih padenj v Evropi. Dr. Stanka Lunder Verlič, ki se posebej ukvarja z vključevanjem migrantskih otrok v izobraževalni sistem, imate na voljo vaših 10 minut. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dejstvo je, da je ena od tem, s katerimi se ukvarjam, je seveda tudi aktualna tema in hkrati tudi aktualna problematika.
Želela bi v današnjem prispevku pravzaprav osvetliti sistemsko ureditev vključevanja otrok priseljencev v slovenski sistem vzgojno-izobraževalni, hkrati pa predvsem poudariti ukrepe, ki jih je ministrstvo v zadnjem obdobju naredilo, predvsem ob tako imenovanem valu in prihodu otrok za mednarodno zaščito, od katerih ima trenutno samo en otrok že status osebe z mednarodno zaščito, vsi ostali so prosilci. Torej, dejstvo je, da v Sloveniji še ne moremo govoriti o tako imenovanem multikulturnem izobraževanju, ki je v marsikaterih državah, predvsem zahodnega dela, že precej razvito. Hkrati pa je potrebno poudariti, da so v zadnjem desetletju pa nastale temeljne podlage, ki omogočajo razvoj tako imenovanega multikulturnega izobraževanja. Prva podlaga, o kateri ste gotovo seznanjeni, je strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanje, ki je bila narejena leta 2007, čemur so sledili različni projekti, o katerih bom govorila kasneje, in pa seveda tudi smernice za vključevanje otrok priseljencev, vrtce in šole, ki so nastale leta 2012. Prav tako je bil narejen tudi kodeks medkulturnega dialoga za izobraževalce odraslih, in sicer je bilo to v letu 2010. Poleg omenjenih temeljnih podlag, seveda področje vzgoje in izobraževanja in hkrati dimenzijo vključevanja priseljencev opredeljujejo tudi zakonske podlage, ki se dotikajo omenjenega področja. Zaustavimo se velikokrat pravzaprav pri vprašanju, kdo so priseljenci. Ko se pogovarjamo z različnimi resorji, tudi z različnimi ministrstvi, so seveda mnenja deljenja. Torej, glede na to, da se pri nas dotikamo na Ministrstvu za izobraževanje šolskega polja, je izraz priseljenec pravzaprav povzet iz strategije, ki sem jo že omenila, kdo pravzaprav za slovenski sistem vzgoje in izobraževanja predstavlja otroka priseljenca. Torej, glede na znanje slovenskega jezika, ki jo velikokrat ovira za res zadovoljiv uspeh v šolskem prostoru, so to tako imenovani nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo. To so lahko tudi druga in tretja generacija priseljencev, ki zaradi različnih vzrokov njihovo znanje jezika še ni na tej stopnji, ki bi si želeli in ki bi omogočalo uspešno vključevanje. Potem so to osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. V strategiji so opredeljeni kot tako imenovani z izrazom tipični migranti. Sedaj aktualni so seveda prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito. Torej, trenutno bi morda poudarila, je v slovenske osnovne šole že vključenih 45 otrok za prosilcev za mednarodno zaščito in en otrok, ki ima že status, medtem ko 7 otrok prosilcev za mednarodno zaščito še čaka na vpis v redne osnovne šole. Poudarila bi, da se tukaj pojavlja tudi, smo prišli pač do nove dimenzije, gre za populacijo otrok, ki so starejši od 15 let, torej v obdobju od 15. do 18. leta, ki bi po zakonodaji pač morali iti v srednješolsko področje izobraževanja, vendar glede na to, da so otroci brez dokumentacije in glede na to, da pri marsikaterih znanje ni zadovoljivo za vstop, so ti otroci vključeni v osnovno šolo za odrasle, in sicer je trenutno v Sloveniji v osnovno šolo za odrasle vključenih 21 mladoletnikov, torej prosilcev za mednarodno zaščito, medtem ko 3 mladoletniki še čakajo na vpis. Torej, to je tudi eno od področij, za katerega mora Ministrstvo za izobraževanje še dodatno poskrbeti, in to bo tudi eno od ukrepov, ki jih bom kasneje tudi razložila. V nadaljevanju ta priseljenci termin pokriva tudi državljane države članice Evropske unije, ki so pač postale aktualne za vstopom Slovenije v Evropsko unijo, in seveda tudi zelo pomembno, to so otroci slovenskih izseljencev in zdomcev, ki so se vrnili v domovino.
Kako poteka sistemska ureditev izobraževanja otrok priseljencev? Torej, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam, ki imajo vključene učence priseljencev v prvem in v drugem letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pouči pri učenju slovenščine. Torej, naj omenim samo osnoven statističen podatek. Torej, na letni ravni v osnovne šole v prvem letu se vključi v povprečju okrog 1000 otrok, v drugem letu pa ostaja od 500 do 800 priseljenih otrok s trendom povečevanja tega števila. Dejstvo je, da v prvem letu šolanja seveda je število ur, ki pripada posameznemu učencu priseljencu, višje kot pa v drugem letu izobraževanja. Ravno tako to velja seveda tudi za srednje šole, kjer pa to področje določa pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov, in sicer v 16. členu, ki sicer določa organiziranje tečaja slovenščine za dijake priseljence. Poleg tega se ob zagotavljanju sredstev za učenje slovenščine Ministrstvo za izobraževanje za priseljene učence omogoča in podpira izvajanje pouka maternih jezikov in kultur tako na osnovnih kot tudi na srednjih šolah. Poleg tega sistemskega ukrepa, ki je bil že omenjen, torej nudenje dodatnih ur slovenščine, so na podlagi te osnovne podlage strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov priseljencev bili razpisani 3 projekti, 4. je pa sedaj v pripravi in o katerem bom še povedala v nadaljevanju. Skratka, projekti so se razpisali za letom 2008 in sicer prvi projekt, ki je vključeval tako srednješolski konzorcij kot osnovnošolski konzorcij, je imenovan bil z naslovom Vključevanje otrok migrantov v vzgojo in izobraževanje. Temu, na osnovi tega je sledil naslednji projekt Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja, ki je trajal 2 leti in v katerega je bilo vključenih 65 osnovnih in srednjih šol. Ter tretji projekt Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega tujega jezika, ki je postregel z dodatnimi gradivi kot pomoč učiteljem in ostalim strokovnim delavcem pri poučevanju posameznih učencev. Glede na posebej ranljivo skupino, ki se imenujejo otroci prosilci z mednarodno zaščito, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede na model, ki je nastal tekom projekta, predlagal novo organizacijsko obliko za vključevanje teh otrok, in sicer se ta model deli na vojalnico in nadaljevalnico. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poskrbi za dodatno finančno podporo omenjenim šolam in seveda omenjenim učencem. Torej, uvajalnica temelji predvsem na nekih osnovnih temeljih socializacijskega pristopa, spoznavanja šolskega okolja in nekaj osnovnih besed, ker dejstva so naslednja, da so otroci tako iz kriznih centrov kot otroci iz azilnega doma relativno hitro postavljeni v šolski prostor in glede na specifično skupino je ministrstvo, kot sem že opredelila, omogoča tako finančno podporo kot tudi priporoča omenjeni model. V nadaljevanju seveda po zaključeni uvajalnici pa se omenjeni otroci vključijo v nadaljevalnico, kjer se zopet priporoča strnjena oblika učenja slovenščine. Namreč tudi v nadaljevanju Ministrstvo za izobraževanje zagotavlja sredstva v obliki dodatnih ur strokovne pomoči za učenje slovenščine in hkrati seveda priporoča, da tako kot je že sedaj ustaljena praksa, se otroke čim prej vključi v reden pouk, predvsem tukaj le mislim na začetku gre za razširjen program, gre za poudarke pri vzgojnih predmetih, kjer je manj stika oziroma manj potreb po sami ustrezni komunikaciji in več poudarka na drugih področjih. Torej, in za zaključek, ukrepi, ki jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravilo glede na tako imenovani
begunski val. Torej, vem, da ste že seznanjeni, da je ministrstvo objavilo spletno stran vključevanja priseljencev. Morda, če bi boste le delovalo tole. Bo. Tako. Kjer so pač opredeljeni, ker je opredeljen postopek vključevanja omenjenih otrok, učencev in dijakov. Poudarjene so splošne informacije tako za učitelje kot za ostale strokovne delavce, za vodstvo šol in pa seveda tudi za ravnatelje. Hkrati, kot sem že prej opredelila, glede na problematiko, ki se nam je izpostavila, tole glede na dejstvo, da so ti otroci brez dokumentacije, predvsem kar se tiče vstopa v srednjo šolo, ministrstvo pripravlja program, izobraževalni program osnovnega opismenjevanja za mladoletnike, torej za prosilce za mednarodno zaščito. Preden se bodo te mladostniki vključili v reden izobraževalen program, torej bomo poskušali za njih zagotoviti res večje število ur v obsegu med 300 in 400 ur, tako da bo neko osnovno opismenjevanje za njih poskrbljeno, preden se vključijo v program. V nadaljevanju seveda sledi dotisk gradiv za učenje in poučevanje slovenščine. Gradiva so objavljena na spletni strani Zavoda za šolstvo, tako da si jih lahko ogledate. To so gradiva najnovejša, ki so nastala lansko leto in so primerna tako za neopismenjene otroke, torej za prvo triado, kot za otroke v nadaljevanju so bile razvite za drugo in tretjo triado. Res pa je, da je zaenkrat število izvodov še omejeno in da ministrstvo pač bo poiskalo sredstva, da omogočimo dotis in se ta gradiva šolam tudi razdeli. Zelo pomemben podatek je, da se pripravlja in menimo, da bo v naslednjih mesecih, torej v obdobju enega meseca ali dva, tudi objavljen razpis o polnomočenju strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev in hkrati za delo tudi za otroci večinske kulture, kar je izrednega pomena. In kot drugo, ta razpis naj bi Sloveniji pravzaprav postregal tudi in pripravil predlog, ki bo testiran tako na otrocih, priseljencih, ki so že sedaj vključeni v sistem vzgoje in izobraževanje, kot za priseljenci s posebnim statusom, če jih lahko tako poimenujem, torej osebe, prosilce z mednarodno zaščito in seveda otroke, ki bodo status osebe z mednarodno zaščito tudi pridobili. Skratka, ta program dela pravzaprav, ki bo objavljen leta 2000 in pilotno preizkušen leta 2018, naj bi postregel tako z medkulturnim pristopom, kot tudi z priporočenim številom ur slovenskega jezika, kot dodatne oblike strokovne pomoči. Poudariti je tudi še naslednje potrebno, da Ministrstvo za izobraževanje sodeluje seveda resnično dnevno tako z Ministrstvom za notranje zadeve kot z Ministrstvom za delo na področju omenjenih tem, da je koordinacijska skupina, katere predstavniki, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve in katerih predstavniki je seveda večja skupina tudi iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter da se glede na aktualnost teme Ministrstvo za izobraževanje res aktivno vključuje na različnih posvetih in konferencah na mednarodni ravni. Ravno sedaj poteka naslednji teden, gre naša skupina na Švedsko, kjer je tako imenovan peer learning sistem, kjer so predstavljeni modeli dobrih praks in ne samo dobrih praks, tudi odkriti pogovori o tem, s kakšnimi težavami se posamezne države soočajo. Ker ne glede na to, kako dobro modeli so pripravljeni, imajo prav vse države, morda na različnih segmentih omenjenega dela, težave in izzive in seveda je dobrodošla izmenjava mnenj in seveda reševanje omenjenih problemov.
To bi bilo zaenkrat vse. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, dr. Stanka Lunder-Berlič. Zdaj pa gremo počasi k praksi. Pomočnica ravnatelja gospa Jelka Kunsterle iz osnovne šole Prežihov Goranc nam bo povedala, kako pa v resnici stvari delujejo, kadar je gostota otrok, o katerih danes govorimo, nekaj večja. Izvolite. Na naši šoli imamo pri 600 otrokih približno 50 otrok s tujim državljanstvom. Od tega imamo 30 otrok, ki imajo, tako kot mi na šoli imenujemo, status tujca. To so sicer otroci priseljencev, ampak ker jih moramo nekako poimenovati in ker so statusi tako moderni na šolah, imamo poleg statusa športnika, kulturnega delavca, pa ne vem katerega statusa že, tudi status tujca. In sicer imamo, glede na zakon o osnovni šoli, status tujca prvo leto ali pa drugo leto. V tistem prvem letu, ko starši pripeljejo svojega otroka v šolo, se z njimi pogovorimo. Tako svetovalna služba, kot jaz kot pomočnica ravnatelja, jaz v glavnem zaradi urnika, pa zaradi takih obveznosti, pa tudi ravnatelj. Potem jih te otroke damo po učilnicah in če svojo nit zdaj le malo prekinem, se nam je v zadnjem času zgodilo, da smo opazili eno veliko napako, ki smo jo naredili. Teh otrok nismo razpršili po posameznih oddelkih. Ni problem pri otrocih, recimo, ki prihajajo iz slovansko govorečega področja. Naj bodo to Ukrajinci, naj bodo to Rusi, naj bodo to otroci priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik. Tam ni takega problema. Velik problem pa nastane takrat, ko prideš na jezikovno popolnoma drugo področje, recimo kitajščina, ali pa pri nas v naši šoli, kjer imamo recimo otroke, ki prihajajo z Kosova, kjer je njihov jezik albanščina. To sta jezika, recimo, ki se od našega tako razlikujeta, da se ti otroci, če si normalen človek, bom rekla, ne učitelj, pa ne pod ne vem kakšnimi vtisi, morajo zasmiliti. Namreč, ti otroci so tako izgubljeni na začetku, kljub vsej naši pomoči. In zdaj, če daš teh otrok preveč v en razred, v en oddelek, začnejo ti otroci ustvarjati zaprto skupino. In takrat, ko je ta skupina zaprta, ne dovolijo niti svojim vrstnikom zraven, še manj učiteljem. A se da to preprečiti? Ja, če si pravi čas pripravljen na to. Nam je bila to zdaj šola, vemo, kaj moramo narediti naslednjič, recimo. No, potem po vseh teh uvodnih stvareh jim pa določimo med otroki, ki jih imamo že odprej. Bom zdaj govorila o otrocih albanske narodnosti, če vam je prav, ker je tukaj recimo tista naša velika težava. Otroci, ki so bili že prej na naši šoli, postanejo zdaj tutorji teh najnovejših. To pomeni, da se dogovorimo z otrokom, ki je recimo pri nas že 4-5 let, 3 leta, da vzame enega novinca malo varstvo, pa ga začne pripravljati oziroma pomagamo pri integraciji v same oddelke, v šolo, pri sporazumevanju mu pomaga in tako naprej. Velika težava, ki se pojavi in jo poznamo vsi učitelji, je tale. Šola je povezana s starši, ne samo z učenci, ampak tudi starši. Umeščena je v okolje in mi se naslanjamo, kot učitelji se naslanjamo na starše. Jaz sem sama sicer tudi profesorica slovenščine in poučujem te otroke, tudi slovenščino, ampak poučujem tudi njihove matere na Ljudski univerzi. In vsi vemo, da recimo starši lahko veliko naredijo takrat, ko imamo mi težave z otroki. In jih imamo, seveda jih imamo. Če vam tam nekdo prepeva, recimo maha z
kosovsko zastavo, pa ker je drug otrok poleg njega recimo srbske narodnosti, mu začne še kaj posebenega govoriti ali pa on njemu nazaj, seveda pride do problemov. Ampak takrat recimo nastopimo mi kot učitelji in takrat pokličemo starše. In zdaj, če ti starši nas razumejo, je to čudovito. Namreč starši radi pomagajo, hvaležni so za to, da za njihove otroke skrbimo, pa tudi pomagajo, pa spet naletimo na jezikovno oviro. Torej, kaj pa takrat? Govorimo o integraciji otrok, ampak kaj pa starši? Očetje so zaposleni tako recimo ti pri nas, da delajo od 7 zjutraj do 7 zvečer, ponavadi še ob sobotah in nedeljah. Matere pa ne obvladajo slovenščine. Torej, kaj takrat? Moram pohvaliti ob tem Jeseniški center za socialno delo. Oni so prišli do tega, da imamo v naših javnih ustanovah težave z albansko govorečimi otroki, zlasti pa starši. In so preko javnih del zaposlili kolegico, ki prihaja sicer iz Makedonije, po narodnosti je Albanka, je pa sicer tudi učiteljica angleščine bila v Makedoniji in odkar imamo zdaj njo, pa moram reči, da so se pa nekatere težave kar izgubile. Namreč enkrat na teden je pri nas in enkrat na teden, še to moram povedati, da smo starši sklicali sestanek in predstavili to kolegico, ki je prišla, tako da smo jim jo pokazali. Moram reči, da sem povedala tudi moškim, naj dovolijo svojim ženam priti v šolo, namreč to je problema, veste, pri nas. To se vidi pri deklicah in fantih tudi, ne samo pri očetih pa pri mamah. V glavnem, dogovorili smo se, da bodo svoje žene pustili v šolo, da lahko pridejo enkrat na teden, imamo to kolegico, da lahko pridejo k njej, da se lahko z njo pogovorijo in da ji tudi mi lahko povemo, kaj se s temi otroki dogaja. Na tem sestanku smo se tudi pogovarjali, kako starši gledajo na to, da učenci zdaj te albanske narodnosti, ker jih je malo preveč, govorim pa o fantih, ne o deklicah, sestavljajo skupino recimo 20 otrok, ki jo nenadoma nekateri ostali učenci čutijo kot grožnjo. In moram reči, da smo se starši dogovorili, da bomo skušali to skupino nekoliko razpršiti. A nam uspeva? To bi lahko povedala recimo čez par mesecev. Zaenkrat ni več tistega zbiranja recimo po kotičkih šole, ni več tistega navijanja, ki ti namenoma udarijo z albanskim jezikom, zato ker vedo, da so 3 recimo priseljenci iz bivših jugoslovanskih republik. To se je zdaj zaenkrat umirilo. Končni rezultat bomo pravzaprav lahko analizirali šele ob koncu šolskega leta. Vse stvari, ki se nam dogajajo po šolah, to veste tudi vi, ker jih imate te otroke, take priseljence, druge priseljence. Vse te stvari imajo svoje vzpone in padce. Takrat, ko že misliš, da je to, se ti zgodi nekaj, da imaš občutek, da nisi popolnoma ničesar dosegel. Samo vsi pa tudi vemo, da je naslednji spet dvig. Jaz bi rekla takole, ne, občudujem države, kjer so že zdavnaj šli v sistem pripravljalnic za šolo. Namreč otroku se stiska poveča. Če ga pripelješ v 7. razred, recimo iz Kosova, in ga postaviš v učilnico, njegova stiska je večja. Ne more se sporazumevati, dejansko se ne more. Mi mu lahko nudimo, mi imamo recimo tudi, izkoristimo te ure, ki nam jih ministrstvo plača, ampak teh ur nam plača ministrstvo recimo 140. Otrok tujcev tega 1. in 2. leta imamo pa 30. Potem jih pa mi razdelimo na triade. Prvo triado ima ena kolegica, kjer je pač metodično drugače,
Potem ima druga in tretjo triado ima tretja kolegica. Vse te tri so zdaj obiskovale tudi tečaje, ki jih prireja oziroma organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti, na slovenistiki. Sama sem tudi obiskovala ta tečaj osnovnega in nadaljevalnega in moram reči, da ti tečaji dejansko pomagajo. Pri sami samozavesti, pri metodiki in pri didaktiki, recimo, kako delati s temi otroki. Kaj bi vam še povedala, če me boste kaj vprašali, vam bom še. Sicer bi bilo pa to, kar se mene tiče, zelo vse. Je pa to praksa vsaka, en dan dobra, en dan malo slabša. Hvala. Hvala lepa, gospa Konstable. Jaz verjamem, da imajo naši gostje seveda tudi za vas vprašanja, več kot zanimivo je bilo. Na koncu, ne nazadnje, magistra Zala Borovič, ki je na nek način migrantka v Nemčiji, kjer poučuje kot profesorca nemškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, otroke, priseljence, eni od berlinskih osnovnih šol in mislim, da oni pripravljalnico že imajo, zato kolegica Bojovič, izvolite, kakšna je vaša izkušnja z razredi, ki se imenujejo Willkommen klase in so posebej na nek način oblikovani, mislim, da zgolj v Berlinu, če se ne motim, ali tudi v celotni Nemčiji. Gre za program, ker sicer je, kot veste, nemško izobraževanje oblikovano na ravni dežele. Berlin je, mislim, da ima status dežele in ima svoje način izobraževanja. Izvolite. Hvala lepa. Se pravi, predstavila vam bom svoje delo in sicer tudi to, kaj je to Willkommens klase, kako ta poteka, kakšna je organizacija. Na koncu vam bom pa še povedala, kakšne imam izkušnje in pa mogoče nekaj priporočil, kako bi se to lahko tudi pri nas v Sloveniji uvedlo oziroma kaj je treba upoštevati v praksi. Se pravi, poučujem v Willkommens klase že od sredine decembra 2015, poučujem nemški jezik v Berlinu, kjer bi lahko rekli, da to ni Nemčija, zaradi tega, ker v Berlinu živi zelo veliko tujcev, ki pa se v Berlinu počutijo kar domači. Willkommens klase, kaj to sploh je? Willkommens klase je namenjen čimprejšnji usvojitvi nemškega jezika in skozi učenje nemškega jezika tudi integraciji v nemško družbo. In sicer otroci, ki so že končali 3. razred osnovne šole, pridejo in se lahko vpišejo v Willkommens klase. Vsi ostali otroci pa se vpišejo v redni oziroma v obvezne razrede. V Willkommens klase učenci ne pridobivajo ocen in tudi to leto, ki ga obiskujejo, ni zamujeno leto. Je pa tako, da smo se mi nekako učitelji na naši šoli dogovorili, da vsak mesec preverjamo in dokumentiramo, kaj so se ti otroci dejansko naučili in kaj ne. Predviden čas obiskovanja Willkommens klase je od 6 mesecev do 1 leta. Pri nas na šoli je tako, da imamo nekakšen tim, ki skrbi za te otroke in vsak teden tudi sestankujemo in se pogovarjamo o njih, o raznih problemih in o vseh teh zadevah, tako da jih lahko sproti rešujemo. In tako se potem tudi odločimo, ali bomo naprimer katerega od otrok že poslali na neko preverjanje v bistvu in potem, da bo lahko prišel k rednemu pouku v obvezni razred. Kdo pa obiskuje Willkommens klase? V Willkommens klase prihajajo otroci imigrantov, ki jih je v Berlinu zelo veliko, in pa otroci pribežnikov, ki nimajo znanja nemškega jezika. Prehod v obvezni razred
se bi naj zgodil po enem letu nekako, in sicer bi naj takrat otroci dosegli nivo znanja nemškega jezika A2+, in sicer po skupnem evropskem referenčnem merilu, kar ni tako enostavno in bo potem praksa pokazala, se pravi, niso še eno leto pri meni, tako da tudi ne vem, kako bo s temi prehodi. Ampak tako bi naj bilo, takšne imamo smernice. Ko pa potem otrok, se pravi, preide v obvezni razred, pa še dobi dopolnilne ure nemškega jezika, dokler ne doseže ravni B1. Znanje, da lahko preide v ta razred, je pa, kot sem že rekla, lahko po enem letu ali po 6 mesecih. Kako je to vse skupaj organizirano? Vsaka šola lahko uvede Willkommensklasse, to je čisto odvisno od, bom rekla, koliko otrok je. In vsaka šola se tudi sama odloči, kako bo to organizirala. Na naši šoli je tako, da imamo ta trenutek 22 oziroma 21 otrok in imam še kolegico, ki tudi ona poučuje Willkommensklasse, in smo ta razred nekako razdelili na 2 dela. Se pravi, da ima ona polovico otrok in jaz polovico otrok. Zraven še pride vzgojiteljica, ki potem tudi v popoldanskih urah še skrbi za te otroke in pa tudi včasih pride še v razred in dodatno je v pomoč nam učiteljicam. Imamo, se pravi, vsaka mestna četrt ali regija v Berlinu ima svoje koordinacijsko mesto, ki nam učiteljem pomaga, skrbi za ustrezna usposabljanja, potem prireja prireditve, naprimer, da se vsak mesec se dobimo enkrat z učitelji iz te regije in se pogovarjamo o težavah, o izzivih, izmenjavamo izkušnje. In to je zelo priporočljivo, da se to počne, več glav več ve. In ti otroci normalno tudi pridejo k pouku ob 8 uri, tako vsi ostali, in ostanejo tudi do 16. ure. Se pravi, jaz ne poučujem do 16. ure, ampak ostanem z otroci do, ne vem, 5, 6 ali 4 ure, koliko imamo določeno z urnikom, potem pa gredo vzgojiteljico najprej na kosilo in do 16. ure so v njenem varstvu. To je tako, da bi bil nekakšno podaljšano bivanje. Moje izkušnje in pa priporočila. Najprej je za te otroke treba ustvariti nekakšen prostor oziroma, da imajo šolo kot nek prostor, kjer se oni počutijo varne. In nekaj časa traja, preden se ponovno navadijo delati in se koncentrirati in biti sploh v šoli. Vsaj ne vemo, koliko časa niso obiskovali šole. Kar je zelo, zelo pomembno in bi v bistvu bolj bilo, da bi postavila na prvo mesto, je, da se senzibilizira najprej učence, učitelje in pa tudi starše na to, da se bo v šoli sploh odprl takšen razred in da se veliko z njimi o tem pogovarja, že preden se bo to tudi zgodilo, in da se tudi opozori na to, da teh otrok potem ne izolirajo, da se z njimi tudi družijo, kajti otroci se od vrstnikov največ naučijo. Kar pa velja tudi za vse ostale otroke, to mora tudi veljati za otroke, ki obiskujejo Willkommensklasse, pa je, da se držijo pravil in pa mej, ki jih mi kot učitelji postavimo. V glavnem, izkušnje so sedaj pokazale, in bomo to tudi v prihodnje uvedli, da otroci
čim več prihajajo v stik z svojimi vrstniki, ki že govorijo nemško, in da se potem tudi v nemščini sporazumevajo. In zaradi tega je treba omogočiti in pa spodbujati to, da morda z medrazrednimi izmenjavami ali pa to, da že otroci nekako tudi, če še niso dosegli nivoja A2+, da že gredo na kakšno hospitacijo v drug razred in da jih tudi vključimo v k rednemu pouku, naprimer športne vzgoje, umetnosti, tehnike in pa glasbe, zato kot tam nekako to bolj naravno, bi lahko rekla, in otroci tudi razumejo in potem tudi uživajo v tem. To gre. Kakšni so izzivi? Izzivi so kar veliki in sicer ponavadi v pogovori s starši imamo zelo dobre izkušnje, saj starši zelo velikokrat imamo tudi primere, ko ni tako, ampak ponavadi iščejo stik z nami in jih zanima, kaj se dogaja z njihovimi otroki in so potrebni prevajalci, ker niso vešči nemškega jezika. Včasih se tudi pogovarjamo v angleščini, kadar pa še tega ni, pa tudi gre z rokami in z nogami in ne vem, kakšen sestrič na telefonu in potem si predajamo mobilni telefon, ampak vse se da, no? Vse se da, če se hoče. Velik izziv je tudi ta, da otroci prihajajo iz vojnih območij in so lahko zaradi tega travmatizirani. To ni, mislim, za otroka je to najmanj lahko, težko je pa tudi za učitelja, oziroma učiteljico, saj mu želiš pomagati. Tukaj je pa potem potrebna ta zadeva, da tudi starši to dopustijo, ne. Potem, to sem že prej povedala, da se morajo prvo navaditi, da so ponovno v šoli in da je tukaj nek red, katerega se morajo držati, da je tudi seveda drugačen, kot je bil v njihovi domovini in se morajo pač vsega, kako bi rekla, kako dan v šoli poteka, tudi ponovno spet navaditi oziroma tudi naučiti, morda so imeli pa drugačne navade v šolah. Veliko je učencev in učenk, ki se morajo naučiti naše pisave in abecede in pa izzivi so tudi naprimer razlike v kulturah, naprimer v berlinskih šolah, kjer postrezajo tudi kosilo, kar je v večini šol, zato ker so skoraj vse osnovne šole celodnevne šole, je tako, da ne pripravljajo svinjskega mesa. Zaradi tega, ker je veliko učencev iz območja, kjer je večinska pač muslimanska vera in pri to njih ni dopustno in zaradi tega so se v Berlinu tako izognili, da pač ne postrežejo svinjskega mesa. To tudi včasih sploh kadar se učimo o hrani, pride do trenj oziroma do začudenja otrok, ki kar ne morejo verjeti, da se tu v Evropi je svinjina. Potem te razlike v kulturah nekako se poskušamo tudi premostiti, naprimer, zdaj bom pokazala par slik, ko smo praznovali različna bolj evropska praznovanja, bom tako rekla, naprimer pustovanje in so otroci tudi to, so se vsi nekako našemili, če pa niso, smo jih pa potem mi namazali in smo z njimi praznovali pustovanje. No, tako da so tudi oni potem uživajo. Tudi še malo bolj krščansko obarvani praznik smo praznovali in sicer Veliko noč, še preden je bila, smo barvali jajčke in potem smo jih poskrili v bližnji gozd in so jih otroci iskali in so v tem neizmerno uživali. Ja. To je z moje strani vse. Hvala za pozornost. Zelo zanimivo, kolegica Zala Bojovič. Ta park je lep v šoli, sam sem se tudi sprehodil po njem. Šola je velika. Mene je zanimalo seveda tudi že takrat, glede na to, da v teh Willkommen klase, ki so, čeprav razumem,
jih otroci opravijo, te, ki ne znajo popolnoma nič nemško, kjer starši verjetno pridejo pred nekaj meseci v Nemčijo, se tudi pogosto selijo potem po sami Nemčiji, ne ostajajo v vaših razredih. A vi dobite, te dve učiteljici, vi in še vaše kolegice ste bili v šoli, kakšno posebno dodatno izobrazbo ali seminarje, nekaj, kar gre čez to klasično pedagoško izobrazbo, če mogoče lahko na to kratko odgovorite. Prej sem omenila to koordinacijsko mesto, ki jo ima vsaka regija oziroma vsaka mestna četrt v Berlinu in ta nam ponuja skoraj vsak drugi teden so takšna usposabljanja, naprimer nazadnje sem bila pred počitnicami na usposabljanju in smo govorili o tem, kaj naprimer starši in otroci vse preživijo, dokler naprimer lahko pridobijo niti ne državljanstvo, ampak potrdilo, da lahko ostanejo v Nemčiji. In pa seveda tema, kako se spopadati in kako pomagati otrokom, ki so traumatizirani. Ja, tudi na temo, kako jih naučiti in alfabetizirati in tako dalje. Veliko je teh delavnic in veliko je pomoči, ko se lahko to potem nekako naučimo. Hvala lepa. No, jaz sem prepričan, da državna sekretarka, čeprav nekoliko boletna, prišla pravi trenutek nazaj in slišala, koliko je teh dodatnih usposabljanj in izobraževanj. Namreč to je ena od ključnih stvari, ki jih potrebujemo za to, da bi lahko tudi tehnično, profesionalno stvari izpeljali tako, kot je potrebno in tako, kot si ogromna večina učiteljstva v tej državi tudi želi, da ne bo seveda kakršnega koli nesporazuma. Jaz se bom razpravljavcem in razpravljavkam, ki ste predstavili svoj pogled na vključevanje otrok v naš izobraževalni sistem, zahvalil. Zdaj je odprta razprava, ki bo trajala približno 1 uro in seveda mi bomo poskušali se vključevati v te vaše ali komentarje, ali vprašanja, ali pojasnila, ki jih želite. Jaz bom kar prosil, da nekje začnemo. Izvolite. Televizija Slovenija, samo eno vprašanje bi imela. Jaz sem bila danes na osnovni šoli Livada in tam imajo mislim, da 25 otrok, prosilcev za mednarodno zaščito in imajo pripravljalnico, so mi razložili, 1 uro pred šolo in za tiste, ki imajo večje te jezikovne prepreke, se pravi, ne vem, iz Irana, Kazahstana, imajo 2 uri, tudi prvi 2 šolski uri, potem se pa vključijo še v 1. razredu med ostale otroke in normalno se šolajo. A je to sistemsko tako? Smo vsaka šola tako ureditev, a so se pač oni tako tam odločili, kako je s tem? Pa če so te učitelji mogoče kaj posebej usposobljeni za to? Osnovna šola Livada je primer dobre prakse. Na tem primeru je razgrajen model, o katerem je dr. Stanka Lunder-Verlič govorila. Pravzaprav so bili oni tisti, ki so bili vključeni v projekt v prejšnji perspektivi in so razvili ta model. Osnovna šola Livada je sicer primer dobre prakse. Tam je Ministrstvo za notranje zadeve že prej nameščalo otroke zelo uspešno. Treba je vedeti, da gre tukaj v tem primeru zdajšnjem vendarle za razliko. V tem smislu prvič, kot je bilo že rečeno, da gre za jezikovno popolnoma drugo okolje, drugič, da gre za otroke, ki so z našega vidika nepismeni, pač drugo pisavo uporabljajo, da je zato toliko težje. No in na osnovni šoli Livada moram reči, da so pri tem vključevanju strašno uspešni. Ampak to ni nekaj, kar bi vse šole... Ta model bomo zdaj posplošili, to je nekaj. To bomo zdaj v prihodnjem letu uvajali? To je model, o katerem je Stanka govorila. Zdaj to povedala, ja, osnovna šola Livada, res je v tem zadnjem valu je šola upisala 26 otrok, 3 še čakajo, tako da 29 otrok bo osnovna šola Livada imela iz otrok prosilcev za mednarodno zaščito. Zdaj, kar pa se tiče njihove organizacijske oblike, torej na podlagi
učencev priseljencev, ki so bili množično zastopani tudi v prejšnjih letih v njihovih šoli, in na podlagi projektov, modela, ki so ga razvili skupaj s konzorcijem različnih šol, so se oni odločili za tako organizacijsko obliko delovanja na podlagi ur, ki jih ministrstvo določa, torej tiste ure, o katerih sem prej govorila, na podlagi dodatnih ur strokovne pomoči za učenje slovenščine in seveda glede na število otrok in pa glede na raven znanja in pa seveda glede na starost otrok, ki je vključenih v njihov sistem. V določenem segmentu lahko, nimamo pa mi takšno dolgo obliko uvajalnice od 6 mesecev do 1 leta, kot je razlagala gospa. Dobro, hvala lepa. Zadnji sem videl eno roko, mislim, da je to dr. Hočevarjeva. Skratka, jaz mislim, veliko stvari mi danes podpoglavili, ki moram vprašati, nekaj bi bila. To, kar je ministrstvo pripravilo, to stran, ki jo je pripravilo, bolje pozno kot nikoli. To sem je vesela. Sicer ne slište, da prej slikate. Skratka, mislim, da je bil skrajni čas, da smo to dobili neki mnenje v tej državi tega. Mi imamo v veliko znanja. Tudi so kolegice iz Inštituta za Zrcalo in tako naprej, ki leta že delajo na vključevanju te populacije. Po drugi strani pa država, pa zdaj ne mislim konkretno tele vlade v tem hipu, ampak vse vlade od 90-ih let dalje niso uspele narediti sistemske rešitve za vključevanje otrok priseljencev, ne glede na njihov status, govorim o sistemskih zakonodajo. Leta 1996 smo sprejeli zakon o osvojitvami, en členček o tujcih. Za vrtce, ko smo imeli poslanske begunce, vrtci naredite, kar hočete, znajdete se. Če imate prostor, vzamete, če ga nimate, ga ni treba in tako naprej. Kakor vsa ta leta je ta država caplala, ne, niti caplala ni, stala je na mestu, cel svet je šel že naprej, strokovnjaki so oblikovali predloge rešitev, no, 2007 je sicer išla strategija, pa je že vprašanje, kaj je z njo še v redu in kaj ne več. Tako da jaz ne vem, Andreja, boste, razmišljate o sistemskih rešitvah, ker tole pripravljalnica tukaj, pa pripravljalnica tam, vse lepo in prav, v redu, ampak po šole, jaz mislim, da so prepuščene same sebi in vrtci. Tako da imam vprašanje, prvo, ali se sistemsko kaj pripravljajo kakšne spremembe, drugič, ali je smiselno, da Ministrstvo za notranje zadeve, lepo vas prosim, policija in drugi skrbijo za vključevanje otrok, tretjič, ure pouka slovenščine. Mislim, v azilnem domu, kjer so prosilci za azil na Kotnikovi, ima 1 uro slovenščine na teden. Zdaj pa vi meni rečete, kako se bodo Arabci, ki niti še latinice ne znajo, naučili slovenščine. Absolutno premalo možnosti za učenje. Kako se bodo vključili v okolje, če jim ne ponujamo pogojev, da bi vsaj spoznali kulturo, v katero so prišli, in se naučili njenega jezika, vsaj za prvo rabo. Tretjič me zanima, kako je z vrtci. Fino, otroke moramo obvezno vključiti v osnovno šolo, ampak veste, da je zelo veliko lahko naredimo, če otroke že kot majhne ne vključimo v vrtec in imamo kasneje veliko manj težav za učenjem slovenščine, vključevanjem v kulturo, ker otroci imajo, mislim, če ne z jezikom, se pa z rokami pogovarjajo, pa nogami, pa s plesom in tako naprej. Hvala lepa, dr. Hočevarjeva. Zdaj, tu je izziv za, da vidimo, podpora je temu, tudi sam se pridružujem tej kritiki. Moram reči, dr. Barletova, nič osebnega, vendar v situaciji, ki je bila recimo v Logatcu, da občinski svet sprejme odločitev, da otrok ne morejo v vrtec to, ker ne zna ustrezno primerno slovenščine, je bila po moja reakcija ministrstva neustrezna. Menim, da bi morali biti tu bistveno bolj odločno in jasno povedati, kakšno je stališče in politika šolskih oblasti, da ne bi to bilo kot na pol sprejeto in že kar na pol dobilo domovinsko pravico, da je to logika, ki jo bomo v tej državi zagovarjali. In seveda ne zavidam vam zdaj te situacije, v kateri ste, bi pa prosil za odgovor. Reakcija ministrstva je zelo jasna in sicer otrokom pripadajo že po zakonu, tudi če kdo ne bi hotel, pravice. In nihče, noben svet tega odvzeti ne more. Je pa absolutno tudi res,
da je potrebno otrokom, ki jih vključujemo, zagotoviti ustrezne pogoje, da bodo lahko vključeni. Zato so te uvajalnice in pripravljalnice in tako naprej, torej te sistemske rešitve oblikovane. Drugo, prej je bilo izpostavljeno, toliko let smo kar čakali, pa nismo prav nič naredili na tem področju. Dejstvo je, zato sem jaz prej govorila o širši družbi in o spremembah v širši družbi, dejstvo je, da migracije, s katerimi smo bili soočeni v preteklosti, so bile prvenstveno migracije iz bivših jugoslovanskih republik, torej slovanskega okolja, kar je vse lahko do določene mere tudi uspavalo, ker vendarle je ta vključitev mnogo lažja in je jezik soroden, pisava, ni bil problem z dokumenti, z vključevanjem, vsaj ne tako velik, kot je zdaj in tako naprej. Se pravi, vendarle gre za nove okoliščine. Da prav nič ni bilo postorjenega v tej smeri, ne drži čisto, kajti sistemsko so se zakoni vendarle dopolnjevali v tej smeri, da je šele po določenem času so bili vnešeni členi, ki so priseljencem vendarle dajali možnost za dodatno učenje tujega jezika, ali ne pač slovenskega jezika. Res pa je, da so bili ti ukrepi blagi, premili, glede na to, s čemer smo soočeni danes. Ravno zato je to, kar je Stanka že prej pripovedovala, so vsi ti novi ukrepi, novi modeli, ki jih bomo seveda v šolski sistem upeljali in mi mislimo, da so to sistemski ukrepi. Druga zgodba je, zakaj policija namešča. Zadeva ni prav nič nenavadna, namreč gre za to, da so prosilci za azil vendarle nekaj, kar je pristojnost Ministrstva za notranje zadeve in pogosto so dobili ti otroci, poseben otroci brez spremstva, skrbnike in skrbniki so nameščali, torej to stvar ne policije, ampak Ministrstva za delo. Ministrstva za delo in MNZ-ja. Tisto, kar se je zgodilo v preteklosti, je, da ta koordinacija pač očitno jo ni nihče čutil kot potrebo, da bi Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo in pa za izobraževanje to koordinacijo odvili, ker so bili ti primeri posamični in na šolah nikoli niso teh vprašanj zaostrovali ali pa izpostavljali. V zadnjem času se je to zgodilo in zaradi tega je razvita koordinacija, o kateri je Stanka govorila. Se pravi, jasna koordinacija med Ministrstvom za delo, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za izobraževanje. Pravzaprav je šlo za našo pobudo, ker se nam je zdelo nedopustno, da se nam ponovi situacija, ko okolje ni pripravljeno, ko nismo dovolj naredili tudi za to, da bi ta vključitev bila uspešna. Kar se tiče ur slovenščine, ki jim pripadajo v azilnem domu in tako naprej, je treba povedati, da so ure slovenščine pripadajo po pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, se pravi, oni imajo en del zakonodaje in te ure pripadajo tam. Potem jim te ure pripadajo tudi po naši zakonodaji in po tistem, kar jim mi nudimo in tako naprej, in da če te seštevke naredite, niso mehni, seveda pa za to vrsto migrantov ne zadoščajo, to pa je dejstvo. Pogovarjamo se o pridobitvi dodatnih sredstev, evropskih sredstev, zato da bi zagotovili čim večje, čim bolj obsežno poučevanje ali pa možnost učenja slovenščine. Moram povedati tudi to, da medve seveda sva govorili samo o formalnem izobraževanju in ne o izobraževanju odraslih, kjer staršem zagotavljamo, staršem migrantov, tudi učenje jezika. In še zadnja reč, prej je bilo govora o tem, a bomo učitelje kaj usposobili, ravno kar se pripravlja razpis, kjer bodo
omogočena izpopolnjevanja in usposabljanja za učitelje, spet seveda iz evropskih sredstev. Ta izpopolnjevanja in usposabljanja bodo do leta 2019 tekla, torej tudi na to dimenzijo profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev smo mislili. Hvala lepa, dr. Beleto. Še eno roko sem videl tam zadaj, prosim, kar izvolite. Marjan Cajšek, Vižentin, ZRCS, dve vprašanje imam. Eno je, a se vam zdi dobra rešitev, da se vse otroke begunce vključi samo na eno šolo v Ljubljani, glede na to, da je v Ljubljani veliko šol? In drugo vprašanje je, a ne bi mogoče razmislili o sistemskem zaposlovanju učiteljev, ki bi bili usposobljeni za vključevanje otrok priseljencev in bi bili recimo mobilni in bi bili zaposleni na 2 ali 3 šolah in bi bili v podporo učencem in učiteljem. Učitelji potrebujejo tudi podporo. Hvala. Hvala lepa. Dr. Vižentinovi, tudi čestitke za zadnji intervju v Mladini. Prosim. To, da učitelji potrebujejo podporo, je nedvomno, zato sem rekla, da se seveda usposabljanje in izpopolnjevanje, ta razpis je praktično že v teku in bo, jaz mislim, objavljen pred poletjem. Zdaj pa, kar se tiče zaposlovanja dodatnih strokovnih delavcev, to, kar so nekatere tuje države naredile, tudi to je bil naš predlog Ministrstva za izobraževanje. Kdaj in kjeri meri in koliko ga bom uspel uresničiti, bi ta trenutek preveč obljubljala. Je pa naš predlog tudi do Evropske komisije. Kar se pa tiče ene šole, naj pa povem naslednje. Predlog Ministrstva za izobraževanje nikoli ni bil, da se te otroke namešča predvsem na eno šolo, nikoli. Ravno zato je bila oblikovana koordinacija, kjer želimo mi svojim strokovnim znanjem pomagati pri nameščanju otrok. Povedala sem že, da so do zdaj namestitve tekle predvsem v relaciji Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo oziroma konkreten skrbnik in pa šola. In s koordinacijo, ki je zdaj oblikovana, smo zagotovili to naše strokovno videnje vključevanja. Mogoče bi samo jaz dodala, otroci, trenutno so v slovenskem sistemu otroci vključeni na 6 šolah. Torej res pa je, da največ teh otrok je na osnovni šoli Livada, to pa zato, ker so največ otrok trenutno je v azilnem domu, kjer so za družinami, torej do 15. leta, in zato je tam tudi največje število. Medtem ko otroci, ki so po kriznih centrih po Sloveniji, so vključeni pa potem še v 5 dodatnih šol na različnih koncih. Je pa do sedaj 9 otrok trenutno osnovnošolskih, torej brez spremstva, od kateri so vključeni pač v sistem. Zaenkrat samo 9 brez spremstva. Hvala lepa. Kar naprej, prosim, kolegica. Jaz sem Natalija Vreček iz Andragoškega centra Slovenije. Najprej bi se navezala na to dobro prakso osnovne šole Livada, pa bi potrdila to dobro prakso z rezultati projekta Included, ki smo ga delali na Andragoškem centru skupaj z 13 drugimi državami. To je bil 6. okvir raziskovalni projekt, ki je imel tudi policy posledice na evropski ravni in izbran kot eden od 10 odličnih projektov Evropske komisije v tistem letu. In bi povedala, da smo ugotovili, da je potrebno otroke čim prej združiti z drugimi učenci in seveda jih razpršiti po razredih in jih čim manj ločiti, zlasti pa ne pol leta ali pa 1 leto, tako kot ima recimo Avstrija integracijon šole, ki jih po 4 leta loči, to je zelo slabo, zelo taka pokroviteljska praksa. Zato se mi zdi fajn, da se pa jih pripravlja, mogoče res kakšnih 20 ur prej, malo več, pa potem v začetku, pa pol po pouku. Skratka, ugotovitve vseh, v bistvu je bilo 13 držav, 14 partnerjev, so bile, da je treba otroke čim prej združiti z ostalimi otroci. Tako bi pa se navezala še samo na eno stvar, in sicer na strateške podlage. Stanka, ti si povedala, da obstaja strategija za vključevanje otrok migrantov iz leta 2007, da obstajajo smernice, kodeks smo naredili na področju izobraževanja odraslih, pa upam, da je uporabno tudi za šolstvo, ampak obstaja tudi strategija izobraževanja odraslih, priseljencev izobraževanja odraslih,
to vprašanje namenjam dr. Barle Lakota. Ne vem, če poznate našo strategijo. Skratka, delalo je 26 ljudi, od članov migrantov, sindikatov, potem do raziskovalcev, nevladnih organizacij, podjetij. In zdaj je bila aprila oziroma spomladi 2013 je dal Strokovni svet za izobraževanje odraslih pozitivno mnenje o tej strategiji in naložil Ministrstvu za izobraževanje, da oblikuje delovno skupino za pripravo naslednjega akcijskega načrta in oblikuje to skupino tudi za monitoring, vendar ministrstvo nikoli ni dalo te strategije v podpis ministru, takrat je bil minister Lukšič, potem pa je obležala v predalu. Sicer je nekatere inštitucije že delno izvajamo, vendar me zanima, če veste, kakšna je usoda te strategije, glede na to, da ministrstvo zdaj odloča. Najprej moram reči naslednje, da kaj vse je obležalo v predalu, o tem ne bi, ampak bi rada rekla samo naslednje, da povedala sem že, da je na ministrstvu ta trenutek se pripravlja polno razpisov iz kohezijske politike, med drugim tudi na področju izobraževanja odraslih in da je to področje vključeno v bodoče razpise. Moram reči tudi to, da je področje izobraževanja odraslih sploh posebna tema, da se odpira cel zakon tam in zato mogoče tega današnjega sestanka ne bi s tem oteževala. Naj pa zdaj, ko sem pri besedi, povem še nekaj, kar je vredno povedati zaradi vseh, ki ste tukaj. Po tem, kar se je zgodilo v Kranju, so se dijaški domovi, nekateri, sami javili, da ne boste mislili, da je vse to na šolstvu, na izobraževanju tako črno za pogled, sami javili in so pokazali, da so pripravljeni vključevati te otroke v dijaške domove. Vse te kapacitete smo seveda, tako kot sodi glede na pristojnost, javili tako Ministrstvu za notranje zadeve, kot seveda Ministrstvu za delo. Hvala lepa, dr. Barletova. Imamo še dve vprašanje, potem bomo prosil paneliste, da seveda na nek način za konec sklenejo misli oziroma da povedo tisto, kar mislijo, da je potrebno ob tej omizju še povedati. Najprej ima besedo kdo? Ja, izvolim. Marina Lučič-Kacin, prav tako zaradi SAZU, jaz bi šla v smeri zadnjega stavka dr. Barletove. Mi smo namreč na Inštitutu za izseljenstvo in migracije pred leti delali decentralizirano, lokalizirano raziskavo o primerih dobrih praks. In ti primeri dobrih praks v Sloveniji so številni, dolgoletni, žal pa nesistematični in sporadični. Tudi ta projekt je bil financiran strani izobraževanja, čeprav ni napisan gor na seznamu, se pravi, to je 4. projekt, ki je bil vezan tudi z državljansko vzgojo, zato je verjetno izpadal. Ključno, kar se nam je takrat pokazalo in žal kompetence in moč Ministrstva za znanost, šolstvo in izobraževanje niso tako močne na tem področju v Sloveniji, da bi lahko strukturne spremembe dosegli. Namreč takrat smo opozarjali na to, da je šolski sistem prešibak, da bi lahko v Sloveniji zagotovil pravi odgovor na izzive, ki jih postavlja Slovenija kot večkulturna družba. Zato potrebujemo sistemske strukturne spremembe, decentralizacijo do lokalitete, v smislu skrbi za večkulturne relacije, govorim o lokalnih skupnostih, o občinah, govorim o prostočasnih aktivnostih, kjer bi bilo logistično poskrbljeno za to, da nevladne organizacije sistemsko skrbijo za prostočasne aktivnosti otrok in tudi za jezikovno kompetenco na druge načine. Govorim o tem, da bi morali vzpostaviti družbeno odgovorna podjetja, kjer podjetniki, lastniki ne bi mogli staršev izkoriščati in bi imeli starši čas, da bi v prostem času tudi hodili na jezikovne tečaje in se udejstvovali v lokalnih skupnostih, v družbenem življenju. In integracija ni vključevanje v družbo, to je asimilacija. Integracija je vzajemni proces in dialog različnih ljudi, ki iz različnih sredin prihajamo, imamo različno barvo las, različno barvo
oči, smo različnih spolov, govorimo različne jezike in molimo različne bogove. Se združujemo v skupnih prostorih, ker imamo kot prebivalci te države enake pravice, kot je izpostavil dr. Savdovič. In to je tisto, kar bi moral sprejeti parlament. Na Švedskem je v 70-ih letih te zaveze sprejel parlament. To so bile nujne zadeve vseh podsistemov in elementov švedske države. In potem lahko naprej šola. Največ do zdaj pa je dejansko narejenega v šoli. Vi ste to delali. In mislim, da tako ne bo šlo več naprej. Hvala. Hvala lepa tudi za tvoj pretehten prispevek. Jaz imam tukaj še Nives Počkar, ki želi komentirati, potem ste tu še razpravljavka in razpravljalec, potem bomo počasi sklenili z kolegi, ki sedijo tukaj z mano. Izvoli. Nives Počkar, predstavnica srednješolskih ravnateljev. Se mi zdi, da smo en vidik pozabili. V srednjih šolah in osnovnih že imamo te otroke. Že imamo otroke albanskega korekta. Šolski center Ravne na Koroškem, zelo veliko. Kaj imamo naš problem je bistven, da ko organiziramo tečaj tujega jezika, se pravi slovenskega jezika, ne prihajajo. Lovimo jih, prosimo jih. To je bistven, to je en večjih problemov, ker tudi staršev ne dobimo. Dobimo jih samo 1.9., ko oni uredijo svoje statuse, potem jih več ni. Tako da ni, tako ki kolegica rekla, da samo na eni šoli ni res. Po srednjih šolah so razpršeni. In tudi v tej situaciji se je naša predsednica zveze, gospa Fanja Al-Mansur, sestala s predstavniki Ljudske univerze in se osredotočila na izobraževanje staršev. Tako da to ne moramo reči, da ne poteka, ker seveda poteka tukaj. Jaz vam lahko povem, naš primer, ki je bil zelo medijsko odmeven, pa bi lahko rekel, da je primer dobre prakse, ampak zame ni primer dobre prakse, ker ko je bil dijak medijsko označen, prišel iz Afganistana, govori tekoče slovensko, čez en teden so ga poklicali iz MZZ-ja in ga zaposlili kot prevajalca. In nam je všel iz šolskega sistema. Ok, zdaj bo zaposlen, kaj bo pa čez eno leto? In tako se mi zdi, da vsak primer dobre prakse ni čist dober primer dobre prakse. Ok, hvala ti lepa. To roko je dvignil še kolega Tone Obreht, a vi, gospa, najprej izvolite. Spoštovani mladi kolegi, prihajam iz Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije. Upam, da bo marsikdo od vas se potem tudi še priključil. Torej, bi povedala nekaj za enkratek sprostitveni moment, ker je zdaj vse tako nekam, pa zakon, pa sistem, pa ne vem kaj. Pri nas smo skupaj s Slovensko filantropijo, naše društvo, smo že nekaj časa, navezujem se tukaj le na kolegico ravnateljico, ker je res to po različnih šolah, pripravili projekt prostovoljstvo upokojenih pedagoških delavcev. Torej, ne propagiram, da bi bilo tako prostovoljstvo tudi v šoli, ne. Ampak, veste, ravno ker sem pred časom imela en uvodni govor in sem rekla, naše pedagoško poslanstvo nas ne zapusti tudi potem, ko pridemo od prej, od nekdaj v sedaj. Meje ni. In moram reči, tamle sem videla, da je ena od naših članic, ki to izvaja, verjetno bo tudi ona kaj povedala, torej ne vem zakaj ne bi, ker kljub temu, če imate sistem, pa plačane ure, pa ne vem kaj, še vedno se najde kakšen učenec, ki rabi še, in k takim, ki rabijo še, priskočimo mi z vsem svojim praksam, z vso svojo izkušnjo in z vso svojo voljo pomagati šolskemu prostoru in temu učencu. Zato mislim, da tudi tak, verjetno niste vedeli, marsikdo od vas to, da je to nekaj zelo, zelo pozitivnega in mi bomo poskusili to še reševati in pomagati en drugmu. To je tista vzajemnost, ko vsi govorimo, integracija, pri nas gre pač integracija mladi-stari, potem je pa še kaj zraven, je pa kompletna integracija. Ja, hvala lepa, meni se zdi to
Se mi zdi zelo nenavadno, da pedagoških delavcev ne vključujemo bolj v te procese vključevanja otrok, recimo v normalno življenje. Tukaj v naših meni, da bi bilo to potrebno bolj intenzivno početi. Tudi takoj bomo v sindikatu navezali stike z vami in poskusili kaj vključiti. Ste že zaseden? Mogoče bo kakšen upokojenec še imel kaj časa. Hvala lepa. Ja, še kolega v prvi vrsti, ne, Obreht, potem pa kolega v prvi vrsti. Prosim, kolega Tone Obreht. Prav lep pozdrav, prihajam iz Slivnice, sicer sem tudi v sindikalnih vrstah, drugače pa danes tukaj kot ravnatelj osnovne šole. 2004. leta se nam je zgodilo, da so v občini Hoče Slivnica odprli en stanovanjski blok in se je priselilo 38 romskih otrok. Šola je dvoparalelična, imamo 320 učencev in 38 otrok je predstavljalo kar nek nov izziv. Mi smo takrat izkoristili vse zakonske podlage, ki so bile. Normativi in standardi nam dajo že človeka in pol na to delovno mesto, tako da smo takoj zaposlili človeka, ki je se ukvarjal z Romi in šli po znanje v centre, kjer to že delajo. To je Murska Sobota in pa Kočevje. Dobili smo gradiva, dobili smo vse, v 2 mesecih smo pravzaprav že bili operativni, da lahko tem otrokom tudi kaj pomagamo in moram reči, da se zdaj pravzaprav z temi učenci ni nobenih problemov. Je pa res, da smo pristopili takoj in pravim, zakonske podlage so bile in tako slabo, kot bi mogoče bilo danes zaslišati, tudi ni bilo. Res je, da smo bili bosi, ampak kljub temu entuzijazem pedagoški je bil in danes se pa dogaja to, da bo, mi smo v neposredni bližini vzgojnega zavoda Slivnica. Dali so pobudo na ministrstvo, da bojo sprejeli 15 otrok, priseljencev in to pomeni, da padejo v naš šolski okoliš novih 15 tujcev. To bo nam nov izziv, zopet bomo sodelovali z ministrstvom in z osnovno šolo Livada, ker okoli bomo pač dobili informacije, da se ta znanja lahko hitro pridobijo in da se učitelji tudi usposobijo. Mi gradimo na tem tudi, da zaposlujemo mlad kader, ki zna vsaj 1 ali pa 2 tuje jezika, pasivno ali kakorkoli, tako da se znajde. Mi smo dobili tudi 18 otrok iz Italije, ki niso znali nobenega jezika, ki bi ga mi razumeli takrat. In kljub temu je bilo to premostljiva težava. Problem je v tem, da mi dejansko ne moremo staršev na nek način prisiliti, da bi se doma tudi naučili slovensko in da bi lahko potem doma komunicirali. Otroci se med seboj pa na ulici, pa na igrišču pogovarjajo slovensko, doma pa potem romsko, italijansko, kakorkoli pač. Tako da to so ti isti problemi. Ja, sej zdaj mi ne želimo, da bi oni pozabili, da so od nekod prišli, ampak radi bi pač, da bi jim znan, torej jezik kot tak ne bil barijera, zato da bi dosegali pač slabši učni uspeh. Večina otrok je v začetku, ko so se Romi začeli priseljevati v Slovenijo, šla v posebno šolo. Zdaj ugotavljamo, da so kar brihtni in da jih lahko tudi čisto normalno izobražujemo, res pa je, da jim moramo zagotoviti pogoje za to. Tako da, kar se tiče normativov in vsega tega, mogoče bi lahko spremenili besedico za učence Rome, za učence tujce, pa bi potem v tem normativu skrili tudi Arabce, ne vem še koga vse, tako da bi potem mogoče tu bili malo bolj fleksibilni. Kar se pa tiče Logatca, ne vem, jaz mislim pač, da je to bila neka lokalna akcija, ki so jo sprejeli vsi na pobudo, ne vem koga. Veste, kak je občinski svet sestavljen, to je čisto na volitvah, župani ne rabijo nobene izobrazbe, zato da vodijo občino in se pač zgodijo take stvari, ki se v Sloveniji lahko zgodijo. Ne bi se pa smeli zgoditi, ampak kaj čemu, to je tako. Jaz mislim, da je v nas, v slovenskem šolstvu in bom rekel tudi na
naprezanih sviza, da se čim več tega izobraževanja izvede, pač tisti potencial, ki zagotavlja, da bojo tujci pri nas dobro sprejeti, da bojo izobraženi in da bojo lahko nadaljevali, tako bodo pač sami želeli. Mi jim tega ne bomo preprečevali. Hvala. Še kolega? Hvala. Arne Zupančič iz Radia Študent. Jaz bi se mogoče najprej navezal na to, kar je prej tovarišica v penzionu povedala, o prostovoljstvu. Recimo, trenutno se mi zdi, da ogromen del vključevanja beguncev v družbo, tako otrok kot odraslih, temelji na prostovoljcih in je bilo v bistvu kar žalostno, da danes ni bila iz strani nobenega ta beseda sploh izgovorjena. In recimo, če hočete pogledati, kako izgleda to na praktičnem primeru, hodite v petkih pa sobotah v tovarno Rog, kjer se pač begunske družine iz Kotnikove večinoma pač igrajo tam tako ženske kot otroci so tudi zraven. Problem pa nastaja pri tem, ker so to isti ljudje, ki so že konec septembra šli prvič na mejo. In zdaj od septembra pa do konca marca delajo ob rednih svojih zaposlitvah ali kakršnem koli drugem delu, še pač to zraven in pač dejansko izgorevo. In zdaj me samo zanima, ker se mi zdi, da pač, kakor ste sami govorili, da bodo vse te sistemske rešitve rabile še kar nekaj časa, da bodo prišle v prakso. Kako nameravate vključiti prostovoljce v to in kako nameravate poskrbeti, da pač te prostovoljci, mislim, ker sam sem deloma en izmed te ekipe, ampak pač opažam, da tisti, ki so aktivnejši, pač dejansko res izgorevajo na, mislim, na enem zame še nevidenem nivoju. Druga stvar, ki pa je, da v tem dvostopenskem modelu, pa v tem, kar ste tudi govorili, tudi ni bilo prav veliko rečenega o psihološki pomoči, kar ste vi izpostavili kot en izmed pač problematičnejših vidikov. To me še zanima. In pa opcija vključevanja tujih učiteljev, torej odraslih azilantov, beguncev, ki prihajajo v Slovenijo, a se lahko njih ponuca, uporabi tudi v našem izobraževalnem sistemu kot neke mediatorje, kot neko učno pomoč in tako naprej, ker mislim, da je to dosti logična opcija. Hvala. Ja, hvala lepa, zelo dobro vprašanje. Dr. Berletova. Vsa vprašanja so odprla pravzaprav tisto, o čemer je dr. Marina Lukšič govorila. Govorila je o tem, da šola sama ne bo mogla prevzeti vseh teh bremen. Grdo sem rekel, se to ne gre za breme, ampak gre za to, da če želimo res inkluzijo teh otrok, potem bi morali to celostno pristopiti, o tem je bilo govora. In zdaj mi smo v preteklosti razvili, ne mi, ministrstvo, pač financirali smo, razvijali pa zares ZRCZU ta model celostnega pristopa, o tem je govorila prej, pa si ni vzela dovolj časa, da bi ga pojasnila. In ta model je predvideval tudi vključevanje nevladnih organizacij, se pravi njihovo vlogo. Zdaj, jaz vam moram zelo iskreno reči, da ta moment sem jaz tipičen državni uradnik, se fokusiram na pristojnosti in rešujemo problem takole. Je pa dejstvo, da tudi v naših bodočih razpisih, ki jih predvidevamo spet iz kohezijske politike, se veste, kako je s slovenskim proračunom, so nevladne organizacije posebej naslovljene kot eden od pomembnih partnerjev. Zdaj pa, ko me sprašujete o tem, ali lahko, in še to, mogoče vključevanje nevladnih organizacij, spet govorim zelo uradniško, je seveda v večji pristojnosti Ministrstva za delo, se ne odrekam neke odgovornosti tukaj, mimo celo nek projekt imeli, kjer bomo govorili o šoli kot centru lokalne skupnosti, torej povezovanju tega, kar je bilo prej rečeno. Zdaj pa, ko ste pa govorili o tem, ali lahko azilanti, ki so učitelji, potem odigrajo to svojo vlogo. Tle pa šolski sistem za enkrat precej tok, bo treba pa to idejo premisliti, torej ne bom še rekla nič o tem. Hvala lepa, vsekakor je ideja zagotovo vredna premisleka,
učitelji azilanti bodo tukaj verjetno in verjetno bi jih bilo izkoristiti. Tukaj še gospa Ranka Ivelja, prosim. Čisto kratko vprašanje. Glede tega, kar smo slišali, da se je bilo izglasovano oziroma sprejeto v Logatcu. Mene zanima, če je ministrstvo v zvezi s tem že kaj ukrenilo, oziroma kako bo ravnalo, če bodo v vrtcih ta sklep občinskega sveta spoštovali. Pri nas je zadeva več kot... Tukaj slišim, da ni samo v Logatcu, ampak da je to v marsikje. Ne, ampak sprejeli so, ne, če sem prav. Lejte, sprejeli so mimo veljavnih zakonov in naše stališče je popolnoma jasno. In jim je bilo to tudi sporočeno, da sklep ni bil zakonit. Skratka, naše stališče je in bo, da kadarkoli bo prišlo do vključevanja v katerokoli šolo, se točno ve, kaj zakonodaja govori in kakšne so pravice tega. Boste rekli, zakaj pa tega niste naredili v Kranju? Ne, da bo to naslednje vprašanje. Gre za vendarle specifičen primer. Vključevanje v dijaški dom po zakonu ne moramo zaukazati. Zato je šlo. Dejstvo pa je, tako kot sem vam že povedala, zato da ne bo grdo zgledali, kako naši dijaški domovi so grdi in ne vem kaj. Dejstvo pa je, da je bil to morda, ko ne rečem, neka šok situacija, se veste, takrat se je polno stvari hkrati naključilo, pa tisto zborovanje v Kranju, pa ne vem kaj, polno enih dejavnikov je bilo na kupu. In se preprosto ni dalo stvari drugače obrniti. Zdaj so se dijaški domovi, kot sem rekla, sami javili, torej ne gre za neko vnaprejšnjo, ne vem, politiko ali pa neki stereotipi, ki jih imajo učiteljstvo in tako naprej. Res pa je, da spet v zagovor dijaškim domovom rečem, da smo mogli tudi mi premisleke narediti, kaj pa bomo naredili z dijaškim domom, če se toliko in toliko otrok iz dijaškega doma izpiše, kako zagotoviti ekonomsko varnost in delovanje. Kratka, vprašanje ni bilo samo vrednotno, v tem smislu vrednostnega sistema, ampak je bilo seveda tudi čisto ekonomsko vprašanje. In ta vprašanja seveda moramo skupaj z domovi razrešiti in ko smo jim povedali, kaj to pomeni, so se počutili dosti bolj varne in zato, kot sem že večkrat danes povedala, so se celo sami javili k temu. Tako da jaz ne bi tega primerja Kranja posploševala, ker je bilo res več nesrečnih zgodb povezanih. Dobro, hvala lepa. Doktor Večereva ne more brez tega, da bi rekla še en stavek. Prosim. To moram povedati, da ne bi bilo napak. Mislim, a sem jaz narobe gospoda razumela v tem smislu, da naj Romi in drugi doma govorijo slovensko. Bog ne daj. Govorijo naj doma svoj materni jezik in ne glede na to, od kje prihajajo, med prijatelji, če so Slovenci, ne govorijo slovensko, če imajo kakšnega romskega, ne tudi z njim romsko, ker to nas samo obogati. Jaz vedno mojim študentom, ki takega rečejo, pejte v Nemčijo slovenskim izseljencem in jim recite, da morajo doma govoriti nemško. To jaz nisem mogla biti tih, ki je res pogrela, nisem to sporočila. Prav, da nisi bila tiho. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Jaz mislim, da smo opravili neko dovolj dostojno delo, razprava je bila zanimiva. V Svizu bomo s tem nadaljevali. Jaz bom prosil še moje in naše goste, če imajo karkoli dodati, kar se jim zdi pomembno, tudi potem, ko so poslušali to diskusijo, da to naredijo. Tokrat bomo začeli z druge strani. Kolegica Zala Bojovič, izvolite. Res je, gospod, v prvi vrsti še enkrat poudaril, res je tudi zdaj v Berlinu, ste me spomnili malo na to, da je zelo veliko na teh prostovoljcih in to vključevanje migrantov oziroma že beguncev tudi v delo na šolah že poteka. In sicer naprimer v smislu, da je
Imenuje se ta nekakšen program Kidsmütter in to so matere iz mestne četrti, ki potem dobijo polletno usposabljanje v psihologiji in pedagoških predmetih in potem pridejo na šolo in imajo en termin z našimi otroci, se pravi enkrat na teden, 1 uro in se z njimi potem pogovarjajo, kjer lahko potem otroci tudi z njimi v arabščini, v turščini, tudi v srbščini, da lahko tam otroci vse svoje zadeve povedo in potem se one posvetujejo tudi z nami in tako da nekak dialog nastaja. No. Hvala lepa in srečno pot nazaj v Berlin, vse dobro na poučevanju otrok, s katerimi delate v zadnjem letu. Gospa Jelka Kosterle, morda kakšen stavek, če se vam zdi potrebno? Samo en stavek. Izvolite. Mislim, da bi Ministrstvo za delo presneto hitro preprečilo prostovoljne stare starše ali pomočnike, ki bi prihajali na šolo in pomagali. Mi je zelo žal, samo pri nas, to vemo, naš ravnatelj ne upa sprejeti, a bi sprejeli študenta, prostovoljca, da bo lahko delal potem strokovni izpit. Tega ni. Ni več. Mi je zelo žal. Samo to sem hotela reči. Nekoliko skeptičen zaključek, pa vendar verjetno blizu resnice. Izvolite. Mogoče bi samo poudarila, da kot je bilo že danes razvidno, je pravzaprav dejstvo, da je v Sloveniji na tem področju, ki se ga danes dotikamo, že ogromno narejenega, da se pa zavedamo, da je to potrebno urediti v neko koherentno in sistemsko celoto. Poudarila bi pa še to, da temelj seveda za kvalitetno vključevanje in sobivanje pravzaprav vseh nas je pa to, da konstruktivno sodelujemo z vsemi akterji, ki so vključeni v ta proces. Hvala lepa. Dr. Barletova. Še enkrat ne rečem, okoliščine bodo čedalje bolj kompleksne, 100% gotovosti ne moramo dati. Potrudili se bomo za to, da bomo ustvarili ustrezno podporno okolje in verjamemo v to, da bodo zdržali v tem procesu samo tisti učitelji, ki zares verjamejo v svoje poslanstvo. Hvala, to je bilo bolj optimistično, Sardač. Jaz bi se navezal na to, kar je dr. Barletova povedala, kompleksnost situacije, da ravno tako srečanje na nek način pokaže, da pravzaprav je, tudi kolega povedal, da ni samo jezikovna problematika, da je tudi psihološka, sociološka in vse skupaj. Ta kompleksnost na nek način nas mora na nek način nam biti nek opomin, da vsi tisti enostavni odgovori, ki jih marsikdo ponuja, prej postanejo del problema kot pa rešitve. Ravno zaradi tega mislim, da so taka srečanja ključna. Hvala lepa. V Svizu jih bomo nadaljevali, zato spremljate naše spletne strani. Tiste, ki zanima, komu je na poti javno šolstvo, vas tamle čaka knjižica, ki so jo napisali strokovnjaki, ko so analizirali ustavno odločbo o financiranju zasebnih šol. Lahko jo vzamete, je na voljo. Vsem se zahvaljujem, ker ste prišli in vas ponovno vabim na naslednjo diskusijo, ki jo bomo v Svizu imeli. Hvala lepa.